Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes je z nami Tina Umar, ki jo je fotografija popeljala že skoraj da po celi Evropi, zagotovo vsaj po severni Evropi. Tina, lepo pozdravljena. Živijo, hvala. Vrnila si se nazaj spet v rodne kraje, prihajaš iz Kopra. Kdaj pravzaprav si se odločila, da prvič zapustiš Koper? Ja, nekako že v srednji šoli me je ponesla pot do Ljubljane. Vsaj, ko sem se odločila, da bi se malo bolj poglobila v fotografijo, in sem šla na srednjo oblikovno šolo, zato da se malo bolj spoznam. Tako da ja, takrat sem nekako bolj se navadila na to pot in odhajanje in prihajanje, ta ritem. Se pravi, si v bistvu že pri 14 letih vedela, no, vsaj želela si, v katero smer umetniško bi želela iti. Kdaj si se pa pravzaprav potem spoznala s fotografijo? Je bila to še analogna fotografija? Ja, v bistvu sem začela z krožkom fotografskim tukaj v Kopru pri Brankotu, kjer dosti ljudi mogoče pozna krožek, ker je bil modelarski krožek, kjer so v bistvu ljudje hodili izdelovati letala in podobno. Imeli so tudi fotografsko divizijo, kjer je bila prav temnica in kjer se je razvijalo. In on je takrat prišel na mojo osnovno šolo in predtem sem že razmišljala, mislim, da sem enkrat gledala oblake in sem bila tako, wow, to bi pa res rada fotografirala. Tako skozi se spreminja in vidiš ene zadeve in sem mislila, bi bilo fajn to uloviti. Sem pač doma omenila tako, ja, mogoče bi pa rada fotografirala. In je pol Branko bil na naši osnovni in je bilo tako, ja, zakaj pa ne grem tja. Tako da sem dejansko začela z analogno fotografijo takrat. Ja, in me je potem, ja, nekaj cajta sem hodila na ta krožek in fotkala večinoma samo črno-belo. To je bilo še preden sem potem dobila digitalni fotoaparat. In nekako, najprej sem šla na koprsko gimnazijo, ampak me je potem nekako matralo to, da bi res se bolj v fotografijo poglobila in sem se prepisala. In kako danes gledaš na primer na te izkušnje z temnico, ker marsikateri fotograf danes sploh ni se ukvarjal nikoli z analogno fotografijo, digitalnih načinov fotografiranja je že ogromno, ampak nekateri pa tudi menijo, da pravzaprav šele, ko prideš enkrat v temnico, ko se nekaj ur ukvarjaš z eno fotografijo, lahko šele razumeš, kaj pravzaprav želiš z njo povedati. Se strinjaš s tem, kako ti danes to pomaga, ker danes verjetno fotografiraš bolj digitalno? Jaz v bistvu še dokaj analogno. V bistvu delam oboje, odvisno zakaj rabim. Nočem nobenega od teh načinov nekako dati na stranski tir, ker se mi zdijo oba dva zelo različna načina razmišljanja in zelo pomembna vidika, ki pač ti lahko doprineseta dosti. Tako da še vedno fotografiram analogno, večinoma barvno. In sploh se mi zdi, da je v zadnjih letih bilo dosti preporoda analogne fotografije. Sploh na mojem, recimo na fakulteti, kjer sem študirala na Švedskem, je bila temnica zelo popularna, zelo ogromno ljudi se je ukvarjalo izključno z analogno fotografijo. Tako da jaz sem nekako vedno, nisem hotela čisto obdržati in zanemariti digitalne, ampak nekako jih vštric razvijati. Tako da zdaj tudi se ukvarjam z digitalno podobo, internetno podobo, ampak hkrati še vedno ohranjam neko povezavo z analogno, ker se mi zdi dosti bolj, nekako proces je dosti bolj zanimiv, vsaj meni, ker imaš to nek moment pričakovanja, ko poškljocaš in potem moraš čakati. Dosti bolj te nauči o nekem potrpežljivosti in nikoli nimaš te sigurnosti, da tudi če že 15 let, 20 let fotkam, še vedno lahko kaj narobe naredim in nikoli nimaš tistega čisto zaprav sigurnega. Vedno je nekako bolj, ja, malo bolj moraš biti skromen, se mi zdi.
in zato mi je tudi še vedno dokaj všeč. Ja. Pa potem, naprimer, ko slikaš, fotografiraš na film, ki je vendarle vseeno malce dražji kot fotografiranje z digitalno kamero, ali potem narediš manj fotografij, naprimer, kot če bi isti motiv želela ujeti z digitalnim fotoaparatom? Ja, sigurno. Pa tudi fotkam na večji format, tako da je še dražje, pa tudi sem že fotkala na velik format, ki je tako 10-15 cm, kjer ti res vsak šklot te stane, tako da moraš dobro premisliti pred tem, zakaj, kako in čemu. Tako da postane dosti bolj meditacijsko, neke vrste tudi premišljeno. Tako da, ja, je. Ampak tudi, ko fotkam digitalno, imam podobne procese v mislih, ker sem pač tako navajena delati. Tako da se mi zdi, da to je tudi, mislim, nekako koristno, ker malo bolj opazuješ mogoče, preden šklocneš. Se ti zdi torej, naprimer, tvoja odločitev, da si se odločila iz gimnazije prepisati na srednjo oblikovno šolo, se ti je zdela to dobra odločitev? Nekateri pravijo, da mogoče je malce v zaostanku, se pravi, naprimer, če se učiš s pomočjo interneta, da boš prej odkrila neke bolj sodobnejše trende. Ampak kaj pa naprimer za neke osnove? Ti je dobro služila ta odločitev? Ja, meni je bila super, sploh ker jaz sem izgubila 1 leto za to, da sem šla gor. Ker si začela od začetka? Nisem, sem pa se v 2. letniku prepisala, tako da sem mogla 2. letnik ponavljati in se mi zdi, da sem imela dosti bolj zagona in dosti bolj interesa kot mogoče kakšni sovrstniki, ker sem vseeno prostovoljno izgubila 1 leto in pri tistih letih, ko si z mlajšimi, se vseeno čuti malo razlike. In sploh takrat je bil še, ravno je bilo v procesu menjave iz analogne na digitalno, tako da smo takrat imeli še 2 temnice, pa vsi profesori so bili zelo analogni, tako da sem v bistvu dobila ogromno znanja o vsem možnem tehničnem aspektu, kemiji in vsemu, tako da, in so to dejansko stvari, ki ne obstajajo. Mislim, en od naših profesorjev je bil, kot da bi bil profesor na faksu, pač mi nismo imeli knjige, on je pač govoril in predaval in kar si zapisal, to si dobil od znanja, ki ga potem nisi mogel nikjer druge najti. Tako da se mi zdi, da je bilo, jaz sem pač res uživala in res dosti odnesla. Tako da, ker sem probala pred tem, seveda, dobiti alternativ, ne vem, iti v knjižnico pa brati knjige, ampak nekako nisi nikoli tako poglobljen, kot da bi, ja, kot če si na eni šoli. Kje si pa potem izvedela, da lahko študiraš tudi na Švedskem? Ker v Sloveniji pravzaprav ni zares ponudbe za fotografijo. Ja, točno se ne spomnim, kje sem slišala za to šolo na Švedskem, ampak vem, da sem že takrat, ko sem za dodiplomca gledala, sem vedela, da obstaja, ampak nisem verjela, da bi dejansko se lahko naučila jezika, ker dodiplomci v švedščini, podiplomci pa v angleščini. In takrat, ker jaz sem bila po srednji šoli, sem odšla na Dansko, na neke take njihove šole, ki jih imajo kot za pol leta, ki so v bistvu namenjene, da greš nekaj novega raziskovati, preden greš na faks. Je v bistvu, kot da bi vzel pač neko absolventsko, ampak pač eno prosto leto, zato da ali potuješ, ali greš nekaj malo probat, če bi bilo nekaj zate, kot neka ljudska univerza. In sem šla v bistvu na to šolo, kjer so bile prav alternativne fotografske tehnike, kjer sem se malo bolj poglobila v različne analogne fotografije. In takrat sem že vedela, da ta šola v Göteborgu obstaja, ampak nisem verjela, da bi se lahko švedsko dovolj dobro naučila, da bi bila dejansko, da bi imela celoten dober doživetje. Zato sem potem šla v Ljubljano na ALO, ker se mi je tudi zdelo, da je dobro mogoče spoznati slovensko sceno in tako malo biti bolj vključen. In sem, ja, potem za master se raje odločila za podiplomca na Švedskem. V angleščini? V angleščini, ja. Ampak zdaj verjetno že govoriš švedsko? Ja, nekaj malega. Lahko poveš po švedsko, da si fotografinja?
Ja, det kan jag säga. Jag är en fotograf och konstnär. Ja. Super. Razumela sem nekaj s fotografijo, ampak kakšen bi bil pa direkten prevod? Ja, da lahko povem, da sem fotograf in umetnik. Se pravi, to si se potem učila hkrati vzporedno s študijem jezika? Ja, imela sem preko univerze so bili neki tečaji, kjer sem se udeležila in potem sem šla tudi na uradne kot švedski jezik za priseljence, kjer sem potem pol leta sem se učila, ampak sem mogla prekiniti, tako da zdaj bom kmalu spet začela. Tako da, ja. No, osnova izgleda, da imaš dobre. Mogoče lahko primerjaš, zdaj, ko sem imela izkušnjo tako študija v tujini, kot tudi študija v Ljubljani. Kakšen se ti zdi, da obstajajo različne mogoče načini poučevanja ali je pravzaprav dokaj podobno? Ja, malo težko je recimo primerjati, sploh ker dodiplomci in podiplomski študij imata različno dinamiko. Tudi na Švedskem je bilo, ko sem se pogovarjala s kom, ki je bil na dodiplomskem, so bili dostikrat zafrustrirani, ker so imeli dokaj fiksne programe in je treba, zdaj moraš to narediti, zdaj moraš to. In tako je bilo tudi nekje v Ljubljani, kjer sem študirala, smo imeli prvo leto si imel te zadeve, pa vse je bilo zelo, pa bil je tudi vizualne komunikacije sem študirala, tako da je bilo dosti dizajna in različnih zadev. Moj podiplomski na Švedskem je bil pa zelo svoboden, v bistvu v 2 letih si delal na svojem projektu, tako da smo imeli dokaj dosti tako skupnih prezentacij, kjer si pokazal, kaj delaš in so to tvoji sošolci reinterpretirali ali pa ti pomagali, če si kaj specifičnega rabu ali pa so si samo povedali, kako bi nek outsider gledal na tvoje delo. In tudi profesori so bili, večinoma so ti samo, niso te probali nekako, da bi ti povedali, kaj moraš narediti, ampak so ti samo dali nek support oziroma nekaj, kar si rabu, da ti pomagajo naprej. Ni bilo nekaj, da bi ti zelo pustili nek njihov pečat ali pa nekaj. Tako da je bilo zelo svobodno, v bistvu zelo samoiniciativno, kar mi je bilo ful fajn. Si tam že odkrila torej, da imaš mogoče ljubezen tudi do takih mogoče malce bolj sodobnih načinov ukvarjanja z fotografijo, kot je na primer v tejle knjigici, ki so jo prinesla s sabo, Gone Clicking? Ja, v bistvu sem že malček pred tem, zato ker sem toliko bila ujeta v neko klasično fotografijo in od analogne do mogoče nekega snapshota in podobnih zadev, sem hotela, nekako se mi je zdelo, da sem ignorirala to okolje, ki ga vsi imamo v svoji online sferi in sem zato začela malo bolj gledati, kaj točno vidim v svojem vsakdanu na spletnem okolju. In je bil to v bistvu projekt, katerega sem tudi prinesla nekako v svoj študij, ker sem hotela na tem delati. Tako da prve pol leta sem se malo lovila, kaj točno bi, ampak vedela sem, da nekaj hočem iz tega. In potem sem začela počasi kreirati ta projekt, ki se je razvil v in fotografije in tekstilne umetnosti, sem delala vezenine na fotografije in take tepihe in kasneje še v knjigo. Tako da je v bistvu projekt, ki je trajal nekako, odkar sem začela študij. Zapravi, pravzaprav za to, da izvezeš nekaj na fotografijo, res potem rabiš nek drugačen predstavnostni prostor. Nekako, ko sem videla knjigico, sem najprej pomislila, poglej ga zlomka, zagotovo je najprej objavljala na Instagramu in je zaradi tega potem izbrala ta majhen kvadratast format. Ja, ampak ne čisto, ne. V bistvu je, bolj imam nekako, ker se projekt ukvarja s temi
objekti, s katere sem najdla preko oglaševanja na internetu, ker so zelo agresivno oglaševali v enem momentu, preko spletne strani Wish, ki v bistvu povezuje večinoma kitajske prodajalce direkt z Zahodom, in je v bistvu kot nek startup iz Silicijeve doline, tako da je zelo klasična zgodba mogoče, kako povezati vzhod in zahod, in še vedno nosi sabo neke problematične hierarhije, kot so mogoče tudi nevidne v ogromno stvareh, ki jih vsak dan kupujemo. In te objekte sem potem začela screenshotati in sem večinoma gledala na objekte, ki so nekako dvoumni, zato da ne razumemo čisto, zakaj so, ali pa mogoče so zelo omejene rabe, mogoče dejansko projeciramo na njih, kaj mi mislimo, da so, in dejansko je tudi algoritem, ki je te oglase delal, je mogoče ujel bolj zato, da tiste objekte, ki so nam bolj čudni, jih bojo bolj prikazali, ker na tiste bojo ljudje klikali. Kar pomeni, da prodajalci nimajo nič od tega, ker noben jih ne bo kupil, spletna stran ima pa dosti od tega, zato ker dobijo več klikov. Tako da sem nekako malo gledala te objekte in kako bi si jih nekako prilastila, ker so mi bili tako prisiljeno, ker naenkrat so bili povsod, po vseh reklamah, na vseh platformah, in sem si jih začela nekako shranjevati, zato da lahko nekako sem tudi mogoče malo personificirala te objekte in kako bi jim dala neko življenje, ker so samo kot neki, tudi ti objekti so malo izrabljeni in so samo hitro predstavljeni, hitro izginejo, tako da njihova življenjska doba lahko da niti ne obstajajo, lahko da so samo digitalne risbe, renderji. Tako da sem jih začela nekako kot upočasnjevati njihovo življenjsko dobo in sem potem začela razmišljati, če jih naprintam, da jih prenesem v fizični svet, te hitro izginjajoče oglaševalske produkte, da jih nekako drugače tretiram in se lahko drugače razmišlja o njih. Tako da sem zato potem začela jih, v bistvu me je bolj kot da bi jih naprej na spletni sferi reproducirala, sem jih začela v fizični svet predstavljati kot kot da bi si vzela nazaj moč. Kako pa je na primer z avtorskimi pravicami v tem primeru? Se pravi, šlo je za neko fotografijo, ki je ti nisi v originalu posnela? Ja, to je res. Ja, dobro vprašanje. Nisem čisto še načeloma, ko jih predelam, če jih recimo naprintam na blago in pol čez vezenine delam ali pa naprintam v tepihe, ni problem. Vprašanje je, kako je direkt s fotkami, ampak to je v bistvu vprašanje, kot ogromno umetnikov apropriacije se je že ukvarjalo s tem, kot Richard Prince. Jaz sem v bistvu Penelope Umbrico je ena iz umetnic, katero sem dosti gledala, ker je dostikrat delala serije iz fotografij pobranih iz Tumblrja ali pa iz Craigslista, ki je kot taka ameriška bolha. Tako da dejansko vedno je nek nedokončana debata, kadar se gre do avtorskih. Tako da, ja. Verjetno je tudi tu potem to vprašanje, ki se ga marsikdo otepa v smislu, ali sploh lahko v umetnosti naredimo še kaj novega, ali je bilo že vse pravzaprav izumljeno, narejeno. Se tebi zdi, da delaš nekaj novega, ko ustvarjaš? Ja, ne. Mislim, jaz ne verjamem v čisto originalnost, ker vsi izhajamo iz nekega inputa. Tako da dejansko večinoma vse, kar dajemo iz sebe, je samo prebavljeno. Tako da čiste originalnosti, da bi nekaj prišlo iz nule, ni. Mislim, to so čisto zakoni fizike, po moje. Tako da se iz nule se ne da nič ustvariti. Tako da ja, vem, da so tudi drugi ljudje
na podobno noto delali zadeve, tako da ni, da bi bilo čisto nič novega, ampak je čisto nekaj, kar lahko jaz iz moje pozicije naredim in kar opazujem in kar se mi mogoče zdi zanimivo za nečem ustaviti in mogoče debatirati ali pa prikazati, dati pod luč. Tako da bolj, ja. Zdaj, če samo majčkeno še pokažem tukaj našim gledalcem, gre pravzaprav za kartonko. Kako pa da si se odločila za tako trd papir? Ja, po eni strani mi je bilo, ker je nekako prva moja resna fotoknjiga, da ni bil zin, recimo, predtem sem dosti zinov delala, se mi je zdelo tako zelo nekako, ja, drugače? Ja, nekako na mestu, da naredim kot prvo fotoknjigo, kot prva otroška knjiga, kot nek tak produkt. Hotela sem tudi nek volumen dobiti s tem, zato da rata tako bolj nek objekt, in hotela sem majhno, zato da pač preko Wisha je bilo tudi dosti takih, se mi zdi, da Wish je dosti produciral želje, pač večinoma je to spletno nakupovanje, je tako, vidiš, kar hočeš in pol, ko dobiš, je mogoče nekaj drugega. In nekako se mi je tudi to zdelo fajn, da je tako, pač knjigo pričakuješ, da je določenih dimenzij, ampak pol v resnici pa dejansko je nekaj drugačnega, kot bi si mislil. Tako da sem tudi malo na to žogo nekaj igrala. Glede na to, da si rekla, da si predtem delala zine oziroma sam izdate, če uporabim slovensko ustreznico, potem bi lahko rekli, da je tale starejša od Gone Clicking. Ja, dejansko je, ker tale je iz 2020, 2021, ta je pa 2022. Sem pa predtem pa že par let nazaj tudi izdelovala kakšne zadeve, tako da je že, ampak ta je malo bolj tako resnejši zin mogoče. Zato, ker je nastal na rezidenci? Tale je v bistvu nastal po rezidenci na Nizozemskem, kjer sem fotografirala nizozemsko naravo. Je pa nastal v sklopu v bistvu zahodne Švedske, je kot center za fotografijo, je ena inštitucija, ki skrbi za support umetniški fotografiji. So imeli kot nek open call za fotografe v regiji, ki bi skupaj naredili kolekcijo takih samoizdanih oziroma zinov. In sem bila potem izbrana, tako da nas je 19 fotografov, ki smo dobili isti format, iste oblikovalce in smo potem vsak svoj projekt si sami nekako odločili, kako ga preoblikovati v obliko zina. Tako da je v bistvu del večje kolekcije. Fotografije si pa rekla, si posnela vseeno v času bivanja na Nizozemskem. Ja, fotografije sem pa v bistvu 2020 sem bila na rezidenci na Nizozemskem v mestecu Bredi na jugu Nizozemske, kjer sem v bistvu fotografirala nekako na kakšen način se Nizozemci, ki je tako gosto poseljena država, na kakšen način kako obravnavajo naravo in kako do naravnega sveta in do živali in do rastlin, na kakšen način se lotevajo. Ker Nizozemska je bila tudi dostikrat, recimo, še David Attenborough je recimo v oddaji govoril, da kot zgled Nizozemska, če lahko gojimo dosti zelenjave in sadja v toplih gredah, lahko pustimo ostali del sveta, da se razraste v divjino. In se mi je zdelo tako zelo zanimivo potem opazovati, kako je dejansko država, ki je kot izpostavljena, da je ogromno toplih gred, kjer se producira ogromno zelenjave in sadja, sploh na Švedskem recimo jemo večinoma stvari iz Nizozemske. Kako je pol odnos vsakdanjega človeka do njihove narave, do živali, kako so potem, kjer živali so dovoljene, vsi ljubijo mačke, dosti ljubi drugo
pse in podobne ljubljenčke, ampak pol imaš pa nezaželene živali in tako naprej in do rastlinja in podobnega. Tako da sem pol to fotografirala in seveda tople grede so mi bile zelo zanimive kot ta neka tehnoagrikultura. Je tako zelo utopično. To pravi, nek povsem drugačen svet se mi zdi, kjer v Sloveniji bi skoraj lahko rekli, da kdorkoli ima hišo, ima verjetno za njo tudi kakšen majhen vrtiček. Je na Švedskem tudi to možno ali je premrzlo za kaj takega, vsaj za paradižnike verjetno? Mislim, se da. Paradižniki so zelo omejeni, mi jih tudi na balkonu gojimo, tako da se kar da, ampak morajo biti prave sorte. Ima dejansko dosti ljudi vrtičke. Se mi zdi, da na Švedskem so tudi ljudje je nek drug način, drugo razumevanje do narave. Mislim, da se že v šolah in vrtcih učijo, kako v bistvu imeti nek respekt, kako skrbeti za naravo, kako preživeti v naravi. Tako da je nekako drugačno spoštovanje. Sploh, ker ko greš, če se izgubiš v gozdu, si lahko izgubljen za dosti cajta. Tako da je drugačen način narave. Kakšna je pa kaj pokritost z mobilnim signalom? Tudi to je lahko problem, ja. Tudi se hitro zmanjka. Tako da se mi zdi, da ima dosti ljudi malo bolj to povezavo in imajo vrtičke, ampak pač je omejeno, ker lahko je tako mrzlo, da kakšno leto ti ne bo nič uspelo in imaš mogoče kaj ohrovta, pa kakšno zimsko vrsto. Letos ste imeli v redu zimo? Zima je grozna, še vedno je zima. Si zato pribegnila malo za nekaj časa nazaj v Slovenijo? Slučajno se je tako zgodilo, ampak sem ful vesela, ker je bil še snežni kaos en dan preden smo šli, tako da Kaj pogrešaš Slovenijo? Zdaj si že končala študij. Ja, študij sem končala 4 leta nazaj. Tako da, mislim, vedno je fajn priti nazaj in je dokaj, mislim, ogromno super kotičkov. Tako da pogrešam, ampak ne pogrešam vedno bolj vročega poletja. Poletje na Švedskem mi kar ustreza. Pogrešam pa ogromno sonca in Kaj pa te je zadržalo na Švedskem? Mogoče tudi sodelovanje s pivovarno, seveda opozarjamo, da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. Te pločevinke pred nama pa so prazne, ampak naj služijo za ilustracijo. Te je to sodelovanje zadržalo na Švedskem ali osebno življenje? Oboje v bistvu. Osebno življenje me je zadržalo, verjetno primarno. Hkrati sem začela delati za pivovarno kot fotograf in vodja socialnih medij in podobno, razni vodje projektov, vizualnih zadev. To je OO iz Gothenburga. Hkrati pa tudi v bistvu možnost umetniškega ustvarjanja, ker je dejansko Gothenburg je dokaj ugoden za imeti studio, je dosti umetnikov, je v bistvu kar tak epicenter. V tem smislu, da so dostopne najemnine ali? Da so dostopne najemnine, da se da dobiti stvari, hkrati pa tudi dosti ljudi ostane v mestu, potem ko nehajo študirati, tako da imam neko tako mrežo, profesionalno mrežo, ampak je tudi dostikrat prijateljska mreža, malo se pokriva, ampak je dovolj inštitucij, da se tudi lahko da dogajati, sploh s fotografijo je dokaj v redu. In nasploh Švedska ima zelo tako, kultura je dobro podprta in ti da občutek, da si vreden in lahko ustvarjaš. Se pravi, gre za tako precej živahno mesto. Kako veliko mesto je to pravzaprav? Nekje 2-krat večje od Ljubljane, recimo. Tako da je drugo največje mesto, ampak je zelo industrijsko, ker v bistvu kjer Volvo prihaja, pa še par večjih industrij. Tako da je kar tako bolj,
je dosti možnosti. Kaj pa, kar se kulturnega življenja tiče? Imaš tudi možnosti, na primer, razstavljati, tudi če si prišla iz neke neznane jim države? Ja, dejansko lani sem imela par ne čisto samostojnih, eno samostojno pa 2 razstave skupaj z eno kolegico, ki naši deli zelo dobro skupaj pašeta, tako da smo pol skupaj iskali kot neko skupinsko razstavo. Tako da ja, se da, zato tudi so možnosti, ja. Sej, kako pa si na primer prišla v stik sploh s to pivovarno, kot zagreta ljubiteljica njihovih izdelkov ali na kak drug način? V bistvu sem spoznala mojega šefa tudi osebno, ker predtem sem živela v Kopenhagnu, kjer sem delala v enem baru in je bilo ravno v trenutku, ko sem zvedla, da se selim v Göteborg zaradi študija in v Kopenhagnu je izjemno težko najti stanovanje. Tako da sem pol čim sem zvedla, aha, si iz Gothenburga, kaj moramo ostati v kontaktu. Tako da pol kasneje sem slišala, da iščejo nekoga samo za pomoč v pakiranju. Tako da sem jim pol par mesecev pomagala v pakiranju in pol so v bistvu mi ponudili, da me zaposlijo za delati vizualne zadeve. Ker so te spoznali vmes? Gre torej tako. za neko manjše podjetje, glede na to, da so te lahko spoznali, da tudi nekaj drugega delaš? Ja, dejansko zdaj nas je 7. Na začetku smo bili samo 4, recimo, tako da ja, zelo majhno. Pa pride to tudi do Slovenije? Se lahko tudi kje tukaj pri nas pije to pivo, na primer? Ja, se da. Trenutno ne vem točno kje. Težko točno vedeti, kje naši tržni kaj pošiljajo. V Italiji je zelo pogosto. V bistvu pred pandemijo smo pošiljali zelo pogosto v Italijo. Pa ja, tudi v Kopru in Ljubljani kakšenkrat. Ja. Pa je Švedska sicer pivska dežela. Katera se bolj pije pivo kot vino, na primer? Ja, vino je izjemno drago. Alkohol na splošno je zelo obdavčen, tako da ogromno stane. Vino bo takoj 10-12 evrov na kozarec, tako da je neki drugačen nivo. Tako da je zelo, pivo je primarna pijača. Sploh Göteborg je zelo znan, ker ima ogromno kraft pivovarn. V samem mestu jih je nekaj 30 in par od teh je zelo na svetovnem nivoju, tako da je zelo razvito. Ja. Moraš potem iskati neke res kreativne načine za predstavljanje te pijače, glede na to, da je 30 pivovarn že, pa potem, če pogledamo verjetno na področju celotne države še toliko in toliko več. Kako potem na inovativen način predstaviti nekaj, kar se nam zdi, da je že od nekdaj v tej nekakšni velikosti, pločevinka, kot jo poznamo vsi. Kako se tega lotevate potem na primer z različnimi potiski, kot jih na primer lahko vidimo tukaj? Je to tvoja fotografija? Tole ni moja fotografija. To je v bistvu Karl Ander sodeloval skupaj z oblikovalci. To je en drugi fotograf iz Gothenburga. Jaz ponavadi delam fotografije za socialne medije in na splošno. Tako da jaz fotografiram, piktam v različnih okoljih. Malo je taka siva cona, ker Švedska ima tudi zelo stroge zakone glede oglaševanja alkohola, toliko bolj. In načeloma se ne sme fotografirati v nekem okolju, ki bi bil sugestiven, ki bi kakršnakoli čustva izražal, tako da mora biti zelo nevtralno. Tako da ne morem se nekaj zelo izživljati na nek način. Tako da ja, ampak poskušam čim bolj kvalitetno in enostavno prikazati objekt, ker tudi koncept naših piv in sami recepti zelo temeljijo na enostavni kvaliteti.
da so nekako izhajajo iz neke tradicije, ampak poskušajo vpeljati moderne načine, moderne ingrediente, ampak je vseeno tako, ni fokus na nekem bombastičnem, ampak so res kvalitetne in enostavne zadeve, tako da probavam tudi skozi fotografijo na podoben način se izražati. Pa ti je to izziv, torej ukvarjati se z enim izdelkom na toliko različnih načinov? Ja, je izziv, pa tudi, ker smo tako majhni, delam v bistvu dosti drugih stvari, tako da kakšenkrat oblikujem kakšno malenkost, sem že oblikovala recimo kakšne naše vizualne, ko imamo v bistvu, ko smo na sejmih, imamo predstavitev oziroma celo dizajn naše stojnice in podobne zadeve, tako da delam malo različne zadeve. Pol sem tudi kdaj malo hrano in pive fotografirala skupaj, tako da so različni aspekti, katere se pol lahko lotujem. Je pa to verjetno nekaj povsem drugega, kar delaš naprimer izven svojega delovnega časa. Se pravi, če imamo neko umetniško fotografijo, gre tukaj za povsem komercialno fotografijo. Ja. Imaš mogoče občutek, da si se malo prodala? Ja, kaženkrat, ampak hkrati mislim, gre nekako, imam drugačen pristop. Recimo večino, kar fotografiram za pivovarno, je digitalna in večinoma v bistvu s telefonom, kar mi je tudi neka dodatna izkušnja, kako lahko s telefonom v bistvu, imam ogromno izkušenj, kako s fotoaparatom dobiti vse možne, ampak potem sem se odločila, da bom zato samo s telefonom fotografirala in probala čim bolj različne stvari se naučiti iz tega. Tako da si vzamem pol kot neko učno, nek učni izziv tudi. Pa se da tako dobre fotografije delati s telefonom? No, nekateri vplivneži, influencerji že delajo marsikaj s telefonom, tudi obdelujejo fotografije. Ali jih ti tudi potem obdeluješ kar na mobitelu? Ne, jaz jih bolj obdelujem na računalniku, v bistvu, ker tam dobiš potem ta prava orodja za dejansko narediti. Tako da je v bistvu izvorna fotografija iz telefona in potem se jih ne obdelujem dosti, ampak so dejansko samo programi, ki so na voljo na telefonu, so malo omejeni glede različnih barvnih, pač karkoli imaš dosti večjo izbor stvari na računalniku, tako da to pol obdelujem. So se filmi že snemali na telefonih, je zelo pogosta uporaba telefonov, tako da. Ravno s pojavom telefonov, ko imamo naenkrat tudi vsak ima pravzaprav zdaj fotoaparat v žepu, so nekateri mislili, da bo mogoče celo poklic fotografa izumrl. Se ti zdi, da je to možno? Dejansko se je že dostikrat zgodilo, recimo, dosti časopisov je začelo rezati fotografe, ker so pač misli, da je dovolj, če ima novinar s sabo telefon in škljocne fotko, hkrati pa niso dejansko investirali v mogoče poučevanje osnov fotografije. Tako da mislim, da se je dosti ljudi naučilo, da je mogoče bila napaka, kakšni so mogoče ostali na tem, zato ker se niso še naučili. Tako da ja, malček se vrača, ampak je še zmeraj, fotografija je v bistvu še kar ogrožena nekako, fotografski poklic. Tako da postaja zelo omejen, ja. Torej, ni te pa strah, da bi na primer čez 10 let povsem ostala brez dela? Ne, kakorkoli lahko potem razvijem neke druge. Mislim, jaz nekako zaupam vsaj v to znanje, ki ga imam nekako in v pomen fotografije, ker pač imam tehnično znanje in imam neko konceptualno znanje. Tako da lahko to potem nekako razvijam in zato mi je tudi zanimivo pač poprijeti neke nove tehnike in neke mogoče nepričakovane oziroma nekako stigmatizirane zadeve. Ne vem, telefon je kot ta zlo proti fotografom, ampak po eni strani, če ga pa pač probaš, pa izrabiš, je to kot novo orodje, tako da
fotografija ne bo čisto izumrla, mislim, je večja in bolj močna kot kadarkoli prej. Tako da jaz mislim, da bomo preživeli. Koliko časa boš zdaj ostala na dopustu doma? En teden še, tako da je bolj kratko. Imaš že načrte, kaj boš potem, ko se vrneš nazaj? V bistvu nazaj bo treba nazaj v službo, hkrati pa razvijam ene nove knjige, pa tudi delujem na drugem področju kulture, v bistvu organiziram festival fotografske knjige, tako da tudi delujem v bistvu ne kot samo umetnik, ampak kot tudi v ozadju. Tako da imam več različnih projektov, s katerimi se ukvarjam. Je mogoče fotoknjiga v zadnjem času pridobila malce na porasti priljubljenosti? Mogoče tudi zaradi tega, ker se ne da vsem več brati nenehno nekih sporočil, ki jih že tako dobivamo tudi na telefon med drugim? Ja, sigurno. Sploh v zadnjih 20 letih je fotoknjiga dejansko dobila na statusu kot nekaj umetniškega dela. Del tega je tudi zbirateljstvo, torej so določene knjige dobile ogromno na vrednosti, hkrati se je pa nekako diskurs okoli fotoknjige zelo razvil. Tako da malo se že govori o tem, ali fotoknjiga počasi poniknjuje oziroma izginja, ampak mislim, da ima še dosti. In je pa tudi fotoknjiga je nekako odziv na digitalizirano produkcijo vsega, ker naenkrat je umetnik, če nisi na Instagramu, ne obstajaš. In fotoknjiga pa je dejansko pripomogla to, da se spet nekako fizično, pač neko lepoto tega fizičnega produkta, različnih materialov, dejansko gledanja v živo, je nekako spet, smo vsi lačni za to. Tudi ti raje gledaš stvari sprintane na papir kot na zaslon ali obratno? Bi rekla, da oboje, ker bi malo lagala, če bi rekla, da ne gledam dosti v ekran. Tudi v prostem času? Tudi v prostem času. Tako da oboje. Oboje ima svoje kvalitete. Ali zdaj, ko si se vrnila domov na dopust, to pomeni, da vsi zahtevajo še en portret s tvoje strani? Nekako so se že navadili, da nisem čisto klasičen fotograf, ker se ukvarjam v bistvu bolj ne fotografiram toliko ljudi, ampak večinoma imam ali mesta, ali neke pokrajine in z objekti se ukvarjam, tako da so se že navadili, da nisem lih ta pravi. No, super, torej bo pravi oddih zdajle. Ja. Tako. No, hvala, da si med oddihom vzela čas tudi za nas. Zdaj pa se samo veselo še sproščaj dalje. Ja, super. Hvala. Tako, z nami je bila danes Tina Umar, fotografinja, oblikovalka, umetnica vseh sort, ki jo boste morebiti lahko le še nekaj dni ujeli pravzaprav v Sloveniji, če ne pa v prihodnje, morebiti kje na Švedskem. Toliko za danes iz oddaje In Vivo Veritas in se vidimo kmalu.